Z nami sta podpredsednik SDS-a Aleš Hojs in poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi. Dobro večer obema. Gospod Hojs, najprej, bodo poslanci SDS-a podprli predloge vladajoče koalicije, o katerih so danes razpravljali v parlamentu in ki so na mizi tudi Šuterjev zakon? No, vse gotovo ne, za razliko od Gibanja Svoboda, Levice in ostalih levih strank, pa bomo podprli vse tisto, kar ocenjujemo, da je dobro. Nekaj od tega, kar je gospod Golob predlagal, seveda je že zapisanega v predlogih županskih zakonov. Te županski zakoni pravzaprav izhajajo iz tistih priporočil, ki jih je pripravila naša vlada še v času dr. Olaja. Torej, ko bomo končno videli, kakšna so vsa ta besedila, ko bomo videli stališče zakonodajno-pravne službe in ko bomo seveda poslušali tudi mnenja kakšnih uglednih pravnikov, se bomo odločili, kaj podpreti in kaj ne. Pa boste vi podprli rešitev, ki jo v Šuterjevem zakonu predlaga vlada, ne, da lahko policisti vstopijo v stanovanje ali druge prostore brez sodnega naloga, če je to neizogibno potrebno, da se zavarujejo ljudje in zaseže orožje. Vstop pa se nanaša samo na tiste objekte na podlagi prvih zbranih dejstev in okoliščin, kjer obstaja verjetnost, da je bilo tam skrito orožje. Poglejte, policija ima že danes možnost vstopa v te prostore. Danes smo sicer mnogo poslušali o tem, kako policija tega v vsej dosedanji praksi ni naredila mnogokrat, ampak zgolj nekajkrat. Ampak poglejte to, kar se je zgodilo zadnjič v primeru Žabjeka, ko je policija, zdaj bom malce morda izpadel hec, ker bom na nek način zagovarjal tožilstvo, ampak da je policija predlagala hišne preiskave 2 dni potem, ko je bilo tam streljanje, s tem, da so v odredbo napisali, da bodo pa hišne preiskave delali šele čez 4 dni, torej 4. novembra. Danes so to nekako nesmiselno obrazlagali s tem, češ da so počakali, če se bo vmes še kaj takega zgodilo in gleda zlomka, res se je še nekaj takega zgodilo, zato da so lahko to zahtevo po hišnih preiskavah dopolnili, kar je po moji oceni pravzaprav naravnost neverjetno. Naj povem sicer malce cinično, ampak iz lastnih izkušenj, ko je policija pri meni doma iskala moj mobilni telefon, je odredba sodišča dobila, mislim, da v 45 minutah. Kaj pravite zdaj na to, gospod Žavbi? SDS bo, kot je dejal gospod Hojs, ne za razliko od vas, nekatere predloge, za katere bo ocenil, da so dobri, podprla. Dober večer. Sej tudi koalicija ni zavrnila vseh predlogov županov, tako da to ne drži. Drugo pa, kar se tiče, zdaj gospod Hojs je rekel mnenja ZPS in tega. Zakon ima 33 členov. Od teh 33 členov je po moji oceni in po oceni tega, kar sem zaenkrat poslušal, nekje 3 do 5 členov, ki bi lahko potencialno bili sporni. Čeprav pri interpretaciji teh členov gre zdaj pač stvar približno tako. Vsi pravijo, ne, saj to bi že lahko izvajali, ampak se ne izvaja. Tako da mi je en prijatelj v tem vikendu, ki je mimogrede tudi eden od teh županov, rekel takole: Lenart, meni je ta vaš zakon všeč zato, ker ven meče besedico lahko. Ker ven meče to, da se na koncu neka operativno odgovorna oseba mora odločati med tem, ali nek ukrep izvede ali pa ga ne izvede. Zdaj pač tam ni več besedice lahko, ampak ima on dejstvo, da mora to izvesti. In do neke mere bo to pač ta večja odgovornost pripeljala tudi do tega, da bo več ukrepov dejanjenih v praksi. No, pogledajte, to vsekakor ne drži. Kljub temu, da tam ne piše lahko, je v tej dikciji člena seveda prosta presoja policije ali temu, kar naj bi naredila, je možno ali ni možno. Torej, to vsekakor ne zdrži. Zdaj, po drugi strani moram pa se tudi demantirati to, kar je gospod Žavbi ravnokar povedal, češ da so implementirali neke člene ali pa neke zakonske dikcije iz županovih zakonov. Škoda, ker nisem prinesel sabo. Župani so na zadnji petkovi seji lepo predstavili vse, kaj so predlagali in kaj je ta koalicija sprejela. Ne boste verjeli, na 4 straneh je bilo mogoče 2-krat nekaj zelenega, vse ostalo bilo rdeče. Za razliko od nas, kjer smo pač želeli že na koncu naše vlade, da se te zakoni sprejmejo, pa so jih resnici na ljubo blokirali tako stranka Levica z napovedjo posvetovalnega referenduma, kot tudi takrat na žalost v koalicijski vladi poslanci Gibanja Svobodo, konkretno gospa Janja Sluga je povedala, da takih zakonov ne bo nikoli podprla. Kaj pravite na te argumente? Kar se tiče besedice, lahko sem govoril o celotnem zakonu, ne o konkretnem členu, o katerem je govoril gospod Hojs. Kar se tiče županskih zakonov, je tako, vemo, kjer mu papirju govori, pač tisti papir je bil zavajajoč iz večjih razlogov. En del je zato, ker je bil gor en zakon, za katerega so zbirali podpise, pa ga na koncu niso vložili. To je novela ZRM-ja. Tako da od tistega, kar je bilo tam gor, sploh niti vse ni bilo v nobenem trenutku vloženo. Mi 2 celotna zakona od teh nismo podprli in eden njih je, na primer, za primer, zato si ljudje plastično predstavljajo, novela zakona o voznikih, ki je takrat predvidevala, da bi tisti, ki nimajo opravljene osnovne šole,
ne imeli možnosti dobiti izpita za avto. Sama stvar, če bi veljala samo za določen del populacije, bi bila smiselna. Po drugi strani je pa takrat prišlo eno zelo jasno pismo Gospodarske zbornice, ki je rekla, počakajte malo, nam že zdaj zmanjkuje ogromna količina voznikov, profesionalnih voznikov, ki pa so tudi tujci in nimajo nujno osnovne šole narejene. To je takrat, čeprav plemenit namen, mogoče dobra rešitev za določen del ljudi, bi pač s tistim povozili del gospodarstva. To smo se takrat pač v tistem tehtanju odločili, da tega ukrepa ne sprejmemo in še zdaj za tem stojim polnoma. Kar se tiče dajmo si priznati pač o tej problematiki, veliko bolj intenzivno govorimo v zadnjih 2 letih, kot smo v prejšnjih vladah. Gospod Hojs govori, kako je on takrat predstavil nek paket zakonov, če se ne motim, je bilo prav to na neki tiskovni konferenci Novo mesto, ampak potem pač 3/4 leta ni vložil teh zakonov, ampak so jih en mesec pred koncem mandata ali pa mesec pa pol pred koncem mandata vložile koalicijske poslanske skupine tistega sklica, sprav njih vložil on. Kar se pa tiče vsega tistega, kar je bilo sprejeto v vmesnem času, se pravi, medtem, ko so se zavračali tisti županski zakoni, pa je bil nabor ukrepov sprejet. Bil zakon o vrtcih, ki daje obveznost romskim otrokom, da grejo v vrtec. Je bil sprejet zakon o osnovni šoli, ki prvič tudi ureja evidence o tem, kdo je kakšne etnične pripadnosti, iz česar bo lahko potem veliko več, ko bodo enkrat evidence urejene, veliko več drugih stvari narejenih. Je bila konec koncev sprejeta novela zakona o financiranju občin, ki bolj pregledno kaže in daje občinam obligacijo, da poročajo, kam grejo sredstva namenjena za romsko problematiko. In konec koncev je bil vložen tudi zakon o starševskih družinskih prejemkih, preden se je zgodila cela ta tragična zgodba, ki pa ukinja dodatek za neobiskovanje vrtca, kar je tudi izjemno pomemben ukrep. Glejte, ko smo mi prišli na oblast leta 2020, je bila ena od prvih stvari, ki smo jo pogledali, njihovo zadnje poročilo. Njihovo zadnje poročilo o romski problematiki je napisal zdajšnji odstopljeni minister gospod Poklukar 28.2.2020. Na podlagi tega smo naredili vrsto ukrepov, vključno z predlogi zakonov. Nič od tega, kar smo mi takrat predlagali, ne usmeritve policije, ne zakonski predlogi, nič od tega se niso dotaknili 3 leta. Gospod Žavbi govori o tem, kaj vse so sprejeli. Škoda, da ne pove, kdaj so sprejeli te zakone. Torej, te zakoni veljajo praktično nekaj mesecev. In pravzaprav je deplasirano, da neka vladna koalicija, ki se 3 leta ni lotila romske problematike, se danes posupa s pepelom in nekaj tako dvoličnega in tako, bi rekel, podlega, kot lahko dela trenutna vladna koalicija s tem, ko govori, kako so se romske problematike lotili resno, je res neverjetno. V 3 letih niso niti zakonskih obvez spoštovali, torej, da bi Urad za narodnosti pošiljal redna, periodična poročila, vladna poročila. Tudi tega niso naredili. Zadnjo tako poročilo, kot smo ga mi uspeli prebrati, je bilo iz leta 2024. In še zanimivost, policija je leta 2023, torej, ko so že bili na oblasti, naredila natančno poročilo o ukrepih zoper romsko problematiko v letu 2022 in v letu 2023. Ne boste verjeli, skoraj 200% razlike so v preiskanosti kaznivih dejanj, v ustavljanju vozil, o tem, kaj se je z Romi počelo, pa ne gre za Rome, gre za kriminalce, ki so v tej skupnosti to počeli. Povejte mi, gospod Žavbi, kako vi gledate zdaj, če se vrnemo k sprejemanju sedanje zakonodaje, pa pustimo preteklost. Kako vi zdaj gledate na opozorila iz civilne družbe oziroma nevladnih organizacij, da je neresno, da se represivni ukrepi sprejemajo brez javne razprave, saj se pri več predvidenih ukrepih odpira vprašanje njihove skladnosti z ustavo? Obstajajo mešani razlogi za te priporočila. Ena so korektna, ena so iz lastnih interesov, ena so iz lastnih ideoloških interesov, ampak ne bi rad to karakteriziral. Mi imamo zdaj čas zakonodajnega postopka, ker se bodo te stvari proučile za posamezen člen. Jaz sem videl pač pavšalna zavračanja nekaterih členov. Vem, da sem bil prejšnji teden oster, ker sem rekel, da so nekateri vrhovi slovenskega pravosodja pač nonšalantno vse zavračali, zato ker pač očitno bi bilo treba malo več delati. Se popolnoma zavedam tega in za tem stojim. Tako da več različnih interesov je, kakor za kjer lahko se v kakšnem konkretnem pomisleku ali pa v kakšnem konkretnem pogovarjajo, tako na splošno bi pa rekel. Kako pa vi gledate na te pomisleke iz civilne družbe? No, gledajte, jaz moram tukaj reči, da me je danes izjemno presenetil nastop, ne vem kaj gospa je, mislim, da ni vodja poslanske skupine, ampak mislim, da je danes predstavljala stališče Gibanja Svobode, torej ob začetku te seje. Med drugim je povedala, da morajo svoj del odgovornosti, oziroma da jim je pripisala del krivde,
prevzeti tudi nevladne organizacije. Torej, to se je zgodilo prvič v tem mandatu. Zdaj, če se spomnite, kako je aktualni predsednik vlade deplasirano na Trgu Republike dvigoval loparčke, kako ne bodo širili avtocest, zato danes vse stoji po Sloveniji, kako ne bodo uredili zdravstva, kako bodo vrnili oziroma iztrebili fašizem, danes pa te iste nevladne organizacije tej aktualni vladi govorijo o tem, da so fašisti. Torej, jaz se na te nevladne organizacije ne bi oziral in mislim, da je prav, da se tako vladna koalicija kot opozicija nekako poenoti v tistih delih zakona, ki je smiselen, ki bo preprečil pa ne zgolj romsko kriminaliteto, ampak kriminaliteto vseh, ki v tej državi to počno. Je z vaše strani pripravljenost, da se poenotite z opozicijo v tem delu, ko je izpostavil gospod Hojs? Cel teden konsistentno govorim, da pričakujem, da bo zakon, krovni zakon, v resnici je še veliko več zakonov. Šutarjev zakon je osrednji, je zakon o probaciji, zakon o prekrških, potem je zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov, danes je predsednik vlade napovedal še zakon o orožju, ki bo dal pač neko obdobje moratorija za vrnjenje, za vračanje nezakonitega orožja. Jaz pričakujem, in sem to konsistentno cel teden že govoril, da bo soglasno sprejeto v državnem zboru. Pa mislite tudi s podporo Levice? Imate zagotovljeno podporo Levice? To morate vprašati Levico. Moje mnenje je, da vsak odgovoren politik ta zakon podpre. Gospod Hojs, novelo zakona o prostovoljni predaji orožja je danes napovedal predsednik vlade brez pravnih posledic za tiste, ki ga bodo predali. Boste podprli tako spremembo zakona? Ta sprememba oziroma ta predlog je po moje povsem umesten. Nažalost, zelo se sledi tistim predlogom, če se spomnite gospoda Vučića v Srbiji. On je to tudi naredil po tistih umorih, ki so se v Srbiji zgodili. Tako da ne vem, a se zdaj, bi rekel, poleg Jankovića po gospodu Vučiću zgleduje tudi predsednik Golob, ampak moram pač povedati, da vsak tak predlog, ki bo zmanjšal kriminaliteto in ko bo omogočil, da ljudje posedujejo nezakonito orožje, bomo v SDS-u gotovo podprli. Kaj pravite na to in kako gledate na današnje očitke Jaše Jenulla, ki pravi, da za ukrepi v Šutarjevem zakonu, za katere pravniki opozarjajo, da so sporni, Gibanja Svobode, tudi vas je pokazal na svoji objavi, tlakuje pot v fašizem ter k prevladi skrajne desnice v Sloveniji? Kar se tiče zakona o orožju, drži, da je Srbija imela tak zakon, drži pa, da so tudi druge države imele že tak zakon. Mislim, tudi mi že leta 2009. Vi ste mlajši, pa jaz se pa spomnim, da smo tudi mi že imeli. Drži, tudi v Sloveniji, ampak tudi druge države. To ni nič nenavadnega. To je bila moja poanta. Kaj pa očitek Jaše Jenulla o fašizmu, ki ga Gibanje Svobode pelje v Slovenijo s temi predlogi in da tlakujete pot v fašizem ter da prevladi na dolgi rok skrajne desnice pri nas? Jaša Jenull si je dovolil mene v svoji objavi popolnoma nesatirično objaviti kot v nacistični uniformi. Mene človeka, ki so mu ljudje za samostojno državo predniki umirali. Meni je globoko prizadet od tega in jaz mislim, da je pa zdaj odgovornost odgovorne levosredinske politike, da s takimi, kot je gospod Jenull, pa ne govorimo o nevladnikih, govorimo o gospodu Jenullu, da s takimi prekine kakršnokoli sodelovanje. Poglejte, ta vlada je prišla na oblast s podporo gospoda Jaša Jenulla. Jaz sem zmeraj govoril, da je deplasirano, da se kogarkoli v tej državi imenuje za fašista. Kar so sejali, to žanjajo. Jaša Jenull mene ni nikoli podprl. Bomo tukaj končali. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta. Hvala.